Lep pozdrav, mi dva sva Matjaž Črnivec in Benjamin Siter iz Svetopisemske družbe Slovenije. Pa bi se danes rada malo pogovorila o filmu Noe, ki je prišel v kinematografe, pa sva ga tudi oba dva videla. Ne? In je bilo tako precej enih kritik slišati na ta film, tako bom rekel iz katoliške, kot tudi z protestantske strani. Te kritike so prišle tudi v čiste glavne medije in v bistvu naredile film tudi precej popularen. Tako da smo tem kritikam na nek način hvaležni. Pa tudi, moram reči, tudi mi dva, ki so gledala film, niso bila čist samo navdušena, niso bila pa tudi samo kritična. Tako da bi majčkeno rada spregovorila o ozadjih tega filma, o tem, zakaj in kako čutimo ob njem. In tako, recimo, ko sem jaz gledal ta film, mi je bilo najbolj problematično to, da je Noe res ga je bilo strah, da Bog hoče uničiti vse človeštvo. Po enem se mi je zdelo to dobro, ker je bilo tako nekako realno prikazano, njegov lik je bil tak, kot bi bil jaz danes, se pravi, majčkeno negotov, sprašujoč se, kaj je zdaj to, kaj hoče in tako. Po drugi strani se mi pa zdi, ko berem svetopisemsko zgodbo, da Noe pa le ni toliko nesiguren bil. Mislim, tako, kako je tukaj ozadje, Matjaž, kako se tebi zdi? Ja, če hočemo razumeti ta film, dejansko moramo poznati ozadje svetopisemske zgodbe. Pravzaprav, če sploh hočemo to zgodbo, ki jo v Svetem pismu razumeti, je dobro, da majčkeno spregovorimo o ozadju, od kje je ta zgodba in tako naprej. No in prvo, kar moramo reči, to je zgodba začetkov in sem spadajo teh prvih 11 poglavij Geneze, prve Mojzesove knjige, prve knjige v Svetem pismu. In teh 11 poglavij ima en tak mal poseben status, ker govori o začetkih in postavlja svet v nekem smislu in postavlja svetovni nazor v nekem smislu. Se pravi, namen te literature, če tako rečem, te zvrsti je v tem, da gradi naš pogled na svet, da razumevamo, v kakšnem svetu živimo. Tukaj prvo, kar je treba reči, seveda je tle naša kultura je navajena znanstveno razmišljati in potem tudi, ko beremo take tekste, jih poskušamo brati, da gre za znanstven tekst. S tem grešimo proti tekstu. Te teksti niso bili namenjeni znanstvenemu branju, ker tazga branja takrat ni bilo. Meni je zanimivo, ker v filmu v bistvu je prikazano starjenje. Ja. In se mi zdi, da je noter so te dve zgodbe, ta kao znanstvena razlaga, recimo, pač nastanka sveta, neka evolucijska, pa imaš pa pač tudi biblično zgodbo, ko narator govori česa, prav, ko Noe prepoveduje to zgodbo, pravi, prvi dan je bilo, ampak pol, če pozorno gledaš, je tisti prvi dan sestavljen iz dnevi letijo min. Ja. Se pravi, je v bistvu tako, vse tudi svetopismo, tisti dan je lahko tudi vek, se pravi, moče znanstveno reči, v enem dnevu je Bog to pa to naredil. Ja, tako, mislim, sploh, ta debata dnevi bi šele lahko tretji dan se začel, ko ustvar sonce, pa luno, pa te stvari. Tukaj morda velja mečkam spregovoriti o teh tekstih, kakšni so. Dejansko pač človek v tistem času pač ni bilo znanstvenega aparata ali pa tudi znanstvenega mita, če tako rečemo. Ni bilo te znanstvene pripovedi, ampak so bile pripovedi o začetkih v tistih kulturah. In zdaj tukaj seveda kritiki rečejo, to je podobno raznim epom pa mitom bližnjevzhodnih kultur. To je res, ampak to je res samo na površini. Vidi se, da je navdihnen pisec teh tekstov vzel material in ga je sestavil na način, ki je pa absolutno originalen in ki v mnogih pogledih demitologizira te elemente in jih postavi točno v bistvu iz njih zgradi eno mogočno preroško vizijo začetka. Kaj to pomeni preroško vizijo? Preroška v tem smislu, da razpoznava in razkriva, razodeva dejansko božje delovanje, božji namen, božjo ljubezen, če hočeš. Že sem enega Boga tudi, Tako, recimo, drugi miti so imeli seveda so politeistični. Tukaj je bistvena razlika. Tako, in naravne sile so tukaj naravne sile, Bog je nad njimi. Gre predvsem preroško tudi v tem smislu, da razkriva to dramo Boga, ki svojo ljubeznijo in svojo pravičnostjo ustvari svet, ga oblikuje,
Ne, in potem pa pridemo do te zgodbe. No, tukaj, prvo, kar je treba povedati, je, da sam koncept stvarjenja v teh prvih poglavjih ga moramo prav razumeti. In to je zato tudi važno, da v filmu se zgodi ta pripoved nazaj, ker dejansko očitno so že filmski kreatorji so videli, da ne morejo brez tega. Sploh tudi v filmskem smislu ne moreš postaviti Noeta brez te predzgodbe. No in tle treba videti, da stvarjenje pravzaprav je, tako kot je tukaj predstavljeno v tej preroški viziji, inspirirani viziji, pomeni udor reda v kaos. Pomeni, da Bog dejansko nasprotuje tem stihijskim silam smrti, neobstoja. Ne vem, zdaj, če preskočimo v drugi jezik, mogoče je to entropija, ki vlada, ne? In Bog pa udre tukaj noter in začne postavljati red in ustvari urejen svet in na ta način, da zadrži svojo stvariteljsko močjo, svojo ljubeznijo, če hočemo, zadrži kaos, zadrži pravo dovje, ker za ta ljudstva je voda, sploh ta globina, ocean pomeni sile. Tega so se zelo bali, ampak tudi hkrati je to simbol uničenja. In tudi ta kača, ki v 3. poglavju skuša Adama pa Evo, pride iz morja, to se pozneje vidi v poznejših tekstih, Izaijo in tako naprej. Se pravi, to je udor teh sil uničenja nazaj not. Ne? No in zdaj, če povzamemo, dejansko je Bog ustvar svet svojo ljubeznijo in tukaj v tem svetu dejansko ustvar človeka kot svojega sogovornika, kot nekoga, ki bo v odnosu z njim, ki ga bo poslušal in ki bo Bog njega poslušal, ki se bo pogovarjal z njim. Se pravi, to je zdaj to. Zdaj pa pride tukaj ta problem greha. Nekaj je šlo pa narobe. Ja, ta problem greha in tukaj recimo ta biblični tekst radikalno drugačen od teh epov bližnjevzhodnih, ker tam se moralno vprašanje sploh ne pojavlja. Tukaj je pa v bistvu to ni moralno vprašanje na prvem mestu, to je vprašanje odnosa z Bogom. En depov prav, da so ljudje postali preglasni, pa so začeli motiti bogove, recimo. To je ena verzija, babilonska, večina verzij pa sploh nič. Se pravi, ni razlogov, zakaj ne bi ta potop prišel in tudi pri izboru tega glavnega junaka ni nobenih razlogov tam navedenih. V Svetem pismu je pa ravno to, da je bil Noe pravičen človek. In da je Noe bil tisti, ki pa je Bogu odgovarjal vse, ki se je odzival na Božjo ljubezen, na Božji klic in je stal v stvarjenju, tako kot bi človek moral od začetka stati. Ena tema, ki je važna in tukaj se prav vidi radikalno ta oznanilo, razglas teh poglavij, je pravzaprav ta radikalna vizija greha. Greh povzroča smrt in pravzaprav povzroča razpad stvarjenja. Ker recimo pri tem filmu je glavna debata, ali je preveč ekološki, Ja. V bistvu zelo prikaže, kako je folk uničil stvarstvo. Pa po drugi strani tudi to, se spomnim, en kolega mi je rekel, najprej sem videl, da je tako mi je bilo bed, da so ljudje ful preveč žlehtni v tem filmu prikazani, sem pa dobro razmislil, pa sem videl, da je to dobro prikazano. Mislim, kako se ti to zdi, recimo ta greh, v kaj nas res pele in česa, mislim, ker tudi, a veš, če so bili ljudje toliko žleht, pol Bog ne zgleda toliko bad guy, ki jih unič, recimo, kak je to? Mislim, da Noetova zgodba, zdaj, če gledamo ta prvi lik, v bistvu tematizira tole vprašanje. Bog ustvari ta lepo urejen svet, prijeten, dober za bivanje. In znotraj tega ustvari dobrega človeka, ampak človek se odvrne nazaj ven v ta kaos. Ker ima možnost. Kot svobodno bitje se odvrne nazaj v ta kaos in seveda s tem v bistvu človek povablja te sile. Sam se že v tej prvi zgodbi človek rata umrljiv takrat, se pravi, en del stvarstva propade. Ampak zdaj pri Noetu vidimo pa samo napredovanje tega istega dogajanja, kjer se pa človeštvo v celoti praktično izpridi. Imamo sliko, ki je pravzaprav tudi danes za mnoge ljudi lahko kar relevantna. Kaj je, ko imaš občutek, da cela družba propada, da je kompletno izprijena, pokvarjena, vlada sam, pohlep, izkoriščanje drugega in tako naprej. Dogajajo se podnebne spremembe. Prevladujejo močni silo, izsiljujejo in tako naprej. In zdaj seveda v tej Noetova zgodba tematizira zdaj,
ko to človeško zlo začne naraščati čez vse mere, človek gre dejansko do konca v zlo. Ne? Bog se vpraša, ne? V redu, potem pa celo stvarjenje nima smisla in Boga hoče vrniti nazaj v neobstoj, hoče pustiti, da te vode, kaosa, ki jih je prej pri stvarjenju razmaknil, ki jih je ustavil svojo stvariteljsko močjo, enostavno Bog jih pomislil, da jih bo pustil, da enostavno se vrnejo in zbrišajo stvarjenje v celoti. Ne. Zdaj pa, tukaj pa tle bistvo biblične pripovedi, ki je pa v filmu ni tako zelo jasno povedana in to je manj večkrat problem pri filmu, je pa to, da je pa to v bistvu zgodba o milosti. Namreč, Noe pa je našel milost v Božjih očeh, se pravi, Bog pa je našel enega človeka, pa njegovo družino, ki ga je pa zbral dejansko in kjer je pa Božja milost ga je našla kot rešitla celega tega vsega stvarstva in zato potem on reši živali in zato potem na koncu filma se zgodi tista bistvena, na koncu zgodbe v filmu je pa to zelo približno pokazano. Ja, se zgodi ta zaveza. Bog na koncu, in to je zanimivo, kako je to v Svetem pismu rečen, tle prav, ne bom več preklel zemlje zaradi človeka, kaj ti mišljenje človekovega srca je hudobno od njegove mladosti. En drug prevod prav, čeprav je človek tako hudoben, se zdaj jaz Bog zavezujem, da ne bom spustil nazaj tega kaosa, uničenja, bom milostno bom obdržal v obstoju to človeštvo, čeprav je tako grešno. In to je v svetopisanski zgodbi je to poudarek, ta zaveza, Bog naredi zavezo. Bog se zaveže, da ne bo več spustil tega pravodovja, da uniči človeštvo, da uniči stvarstvo, ampak Božja milost zmaga tukaj. In zato je seveda ta zgodba potem pozneje in že v stari zavezi in še posebej v novi zavezi zelo pomembna. Tudi predpodoba krsta v bistvu, ne? Krsta, pa še več predpodoba Jezusa v bistvu, ne? Ker zdaj seveda vidimo tole, ne? Jezus je pa nekdo, ki dejansko zares iz stvarstva odgovoril Bogu, tako kot se spodob, da rečemo. In pri Jezusu se pravzaprav je stvarjenje sploh šele doseglo svoj smisel. In zato ni čudno, da nova zaveza Jezusa imenuje novi Adam. In zato sploh ni čudno, da je v celi novi zavezi potem govor o tem novem stvarjenju, ki se lansira direktno ven iz Jezusa, iz tega, kdo on je, iz tega, kaj je on naredil, iz tega, kako je umrl. On je samo to silo uničenja je nekoliko vzel nase. Bog ga je obudil od mrtvih. Prerodil. Ja, in zato se tukaj štarta, zato je Jezus, zato je vstajenje Jezusovo štart novega stvarjenja kompletno, ki se širi na vse ljudi. In zato je seveda v osnovi tukaj ta nov odnos, nova poslušnost, če hočemo, nova skupnost, nova odzivnost človeka do Boga. Jezus sposob nas, da mi kot ljudje, da ratamo odzivni za Božjo dobroto, za Božjo ljubezen in na ta način dejansko začnemo stopati v to, kar ne bi človek že od samega začetka bil. Ker nam tudi te zgodbe in o Adamu in o Noetu pravzaprav govorijo. Se pravi, in gre za to zavezo, da Bog ne bo uničil, ampak da bo Božja milost tukaj zmaguje v Kristusu. In zato je v Kristusu novo stvarstvo trdno. Tukaj ni več dvoma, tukaj ni več ogroženosti, zaradi tega, ker je on v popolnosti odgovoril na Božji klic, na Božjo ljubezen in v popolnosti sprejel in to deloval. In tukaj zato je to nov začetek, tako kot je konc Noetove zgodbe nov začetek za človeštvo. Zanimivo mi je, kako se v bistvu vse te starozavezne in novozavezne zgodbe prelivajo v eno samo veliko zgodbo in kako te starozavezne zgodbe delujejo kot napoved tega, kar bo v novi zavezi. Mogoče je prav, da malo še v filmu spregovorimo nazaj. Kamene pošasti, da mi to malo pove. Ja, dobro, to je zelo, jaz bi tukaj rekel, da so si vzeli umetniško svobodo. Pač te velikani nefilim, ki se omenjajo tle v 6. poglavju Geneze, noben točno ne ve, kaj so. Mimogrede naj povem, da na Svetopisanski družbi smo pripravili tudi eno kratko e-knjigico, ki jo dobite na strani svetopismo.si. Noter smo zbrali vse biblične tekste na temo Noeta, pa zgodbe pač tega stvarjenja, pa recimo tudi Abrahamova zgodba. O tem moramo še besedo reči, ker Noe v bistvu tle v filmu
je bolj k temu bibličnemu Noetu podoben Abrahamu v nekih segmentih, recimo. Ne? Morda, no, jaz ko sem gledal film, moram reči, že v drugem delu me zmotil malo ta dramski zaplet med glavnimi osebami, ne? Ker seveda tega ni v zgodbi o Noetu, tega ni. In tako se mi zdaj pač malo preveč, no, Malo prekruto v tem smislu, da... Prvič, ja, Noe je bil pokazan zelo drugače, kot je v svetopisanski pripovedi. En tak, veš, religijski fanatik, ki bo fento zdaj tam, zato, ker mu je Bog nekaj rekel, ne, mislim... Točno to, no, ampak zanimivo, no, pokaj sem pa razmišljal, ne, sem se pa spomnil, da obstajata pa prav v tem dramskem zapletu, pa pravzaprav neke podobnosti z eno zgodbo, ki jo tudi najdemo v prvi Mojzesovi knjigi, mečko poznate, to je pa Abrahamova zgodba, no, in Abraham je pa seveda kot lik v Svetem pismu zelo drugače predstavljen. Abraham je dejansko lik, ki ima probleme, ki se sprašuje, ki išče, ki zgreši tudi. Ne? In potem, tukaj bi lahko rekli, pri Abrahamu imamo ta element, ne, zdaj, če poenostavimo, ne, enega verskega fanatika, ne, ki se spreobrne, ki mu Bog pokaže ne gre tukaj za ubijanje v imenu Boga. Ne, to ni Bogu všeč. Ne. In to je seveda ta slavna zgodba o Abrahamovi žrtvi Izaka, ne, ki se zdi, da jo Bog na nek način sproša, ampak dejansko bi to preizkus, ne, Bog tega noče. Ne. In to, zato se mi zdi... V filmu je res čisto podobno s temi. Ja, to pa tudi, no, tudi že sama ta motiv, da nerodovitna žena rodi in nadaljuje ta rod pravičnih, blagoslovljenih, to je tudi abrahamski motiv. Tako da je zanimivo pravzaprav, no, da iz tega stališča, ne, pa tudi še par drugih elementov je v filmu, ki jih sicer ni v Noetovi zgodbi, ampak bi si jih dali skeder v Svetem pismu prinesti. Tako da, vsaj, po mojem se da reči vsaj to, no, da so se pač trudili, da ne bi stvar jemala iz te biblijske zakladnice, pa seveda tudi potem iz drugih pripovedi, ki so recimo v judovstvu nastale po Svetem pismu in tako naprej. Tako da film, vsaj ta osnovna zadeva, mislim pa, da je prav predstavljena v filmu, da gre za v bistvu vprašanje zla, ne, ki narašča in ki ogroža kompletno vse stvarstvo, in na drugi strani Božje milosti, ki pa vsem pripravi rešitev. Ne. In je to potem čisto za nas, se mi zdi lahko tudi spodbuda, ne, kako živimo v družbi, ki se zdi razkrajajoča, pokvarjena, ne, ampak odgovor je jasen, tako da se odgovarjamo Bogu. Ne, da ne glede na to, ali smo v večini ali pa smo v manjšini, ja. Kot Noe vsekakor je, s svojo družino je manjšina, ne, da ravno tam stoji trdno in se ne pusti premakniti. To potem tudi sicer poznaj Sveto pismo to avtomatizira. Ok, super, hvala lepa.